S kitkom v svet pravljic. Radio Soro v vaši družbi v današnjem torkovem poznem popoldnevu. Spet je čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Tanja Erlah, knjižničarka iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, prebrala pravljico z enostavnim naslovom Palček. Živela sta mož in žena, ki pa nista imela otrok. Si je želela žena. Vsaj takšnega otročka bi rada, kakor je moj palec, če večjega nisem vredna. Želja se je res izpolnila in dobila je dete, tako majčkeno, kakor palec. Zato je dobilo ime Palček. Ko je bilo Palčku 12 let, ga je mati poslala v gozd, da bi nabral gob za kosilo. Palčku pa se je v gozdu malce zadremalo. Sedel je pod veliko kačjo gobo in zaspal. Pozno po noči se je prebudil. Nekdo se je bil namreč ob njega spotaknil. Kaj me brcaš? Se je načemeril Palček. Tisti, ki se je bil spotaknil ob Palčka, je namreč bil tolovaj. Drugi tolovaj je šel za prvim in tudi zadel z nogo ob Palčka. Prijatelj, se je zadrl Palček, ali te ni sram, da me po krivici brcaš? Tolovaj je gledal, a ni nikogar videl. Prižgal je vžigalico in opazil, da se na gobi repenči majhen možiček. Ravno tebe potrebujeva, Palček, je vesel rekel prvi tolovaj. Ti boš najboljši pomagač, ker si tako majhen. Hajdi z nama. Prišli so do bogatega posestnika. Tolovaja sta Palčka poslala v hlev, da jima znotraj odpre, ker sta nameravala ukrasti konja. Palček se je skozi luknjico res privlekel v hlev. Razgledal se je in videl dva konja, starega in mladega. Zato je kar glasno vprašal tolovaja, ki sta stala pred vrati. Starega ali mladega? Tiho, Palček, tiho, ga je posvaril prvi tolovaj. Sicer se gospodar prebudi in bomo šli praznih rok od tu. Hočete starega ali mladega? Se je jezno zadrl Palček. Gospodar se je res prebudil in prišel z lučjo v hlev. Seveda sta se tolovaja že prej razšla. Čemu mi svetiš, norec? Je zakričal Palček nad gospodarjem. Gospodar je gledal po vseh kotih, od kje prihaja tak močan glas, a ni nikogar videl. Prosim te, ne sveti mi naravnost v oči, se je znova oglasil Palček. Gospodarju so se že prej ježili lasje. Ko je vnovič zaslišal odločni glas, a nikogar ni videl, se je zgrozil in zbežal v hišo. Medtem pa so mu tatovi odgnali najboljšega konja. Pri neki drugi hiši je gospodarila ženska. Tolovaji so se dogovorili, da ji ukradejo maslo in spet so poslali Palčka naprej. Veliko ali malo? Je vprašal tiste pred durmi. Bodi tiho, drugače nam vse skaziš, ga je svaril veliki tolovaj. Toda Palčku svarilo tudi zdaj ni zaleglo. Veliko ali malo? Se je zadrl in že sedel na polnem loncu masla. Zato žena ni prižgala luči, ampak je kar v temi hitela v shrambo in zgrabila lonec z maslom, da bi ga odnesla. Kam pa me neseš? Se je zadrl Palček na loncu. Tega se je gospodinja tako prestrašila, da je spustila lonec, zbežala nazaj v sobo in se dobro zaklenila. Medtem so ji tolovaji že odnesli vse maslo. Konja in maslo že imamo, je rekel prvi tolovaj. Zdaj potrebujemo še mesa. Šli so k mesarju in spet nagnali Palčka v mesnico. Hočete kožo ali meso? Tiho, Palček, tiho, so ga učili tolovaji. Lahko se prebudi mesar. Torej, kožo ali meso, je zakričal Palček in se že spravil na kup mesa. Mesar se je res prebudil. Stekel v mesnico, pograbil meso in kože ter hotel vse skupaj odnesti. Norec, kaj me tako tiščiš, se je oglasil Palček. Joj, to je pa gotovo sam vrag, se je prestrašil mesar, spustil kože in meso ter pobegnil v hišo. Ko se je tolovajem vse tako posrečilo, so odšli domov, v svojo, pod velikim bregom skrito hišo. Pripravili so si dobro večerjo ter jedli in pili. Za Palčka pa se nihče še zmenil ni. Hej, gospodje, kaj pa jaz? Ali naj samo sline požiram? Se je načemeril Palček. Tudi jaz sem lačen.
ti kar kože glodaj, se je zarežal prvi tolovaj, drugi pa so mu pritegnili. Palček je zgrabil šibo in splezal na streho. Hišo vam razbijem, se je drl in mlatil po strehi. Vi nehvaležni tolovaji! Pravijo, da še danes sedi Palček na strehi, razbija in kriči. Naj ljudje vidijo, da res ni vredno pomagati tolovajem.